Pozdravljeni, zdaj bomo pa začeli. Um, Dobrodošli na današnji Zoom kavici, katere tema bo ovire in rešitve v javnem prevozu za slepe in slabovidne. Danes bomo skupaj pogledali, kaj v Sloveniji že dobro deluje, kje so največji izzivi in predvsem, kakšne konkretne rešitve lahko razvijamo in iščemo skupaj. Danes bomo pogovor sooblikovali gospod Miran Sečki, direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, gospa Jasmina Masov, Slovenskih železnic, predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Sonja Pungartnik, in udeleženci današnje Zoom kavice. Hvala vsem, da ste z nami. Današnja Zoom kavica nam vsem ponuja priložnost za to, da drug drugega obogatimo s koristnimi informacijami, z izkušnjami, s pogledi. Pomembno se mi zdi, da se zavedamo, da smo vsi na isti strani. Cilj nas vseh je pravzaprav, da bi bil javni potniški promet čim bolj dostopen. Zato je današnja Zoom kavica res dobra priložnost za vse. Za začetek prosim predsednico zveze, Sonjo Pungartnik, za nekaj besed o tem, kako pomemben je javni potniški promet za slepe in slabovidne v vsakdanjem življenju. Sonja, pozdravljena. Lep pozdrav, Brigita, lep pozdrav vsem udeležencem, še posebej iskrena hvala in pozdrav obema gostoma, ki sta si vzela čas, da bosta danes z nami, pripravljena prisluhniti našim izzivom in potrebam. Zagotovo je potniški promet, torej javni potniški promet za slepe in slabovidne izrednega pomena. To poveže samo dejstvo, da pač nihče od nas ne more voziti svojega osebnega avtomobila, kar pomeni, da smo pravzaprav veliki prijatelji javnega potniškega prometa in da marsikdaj tudi odvisni od tega prometa. Zato je na področju dostopnosti javnega prometa za nas izrednega pomena več stopenj te dostopnosti. In morda se samo sprehodim skozi nekaj misli, potem pa seveda bodo naši udeleženci in gostje to še boste obogatili. Najprej gre tukaj za samo dostopnost postajališč. Tukaj vemo, da se v zadnjem času precej dogaja, da pač imamo zakon o dostopnosti, ki nalaga vsem, da so tudi postajališča seveda dostopna tudi nam, slepim in slabovidnim. Žal pa se včasih prepogosto pozablja na ljudi z okvaro vida in ker se osredotoči zlasti na ovire za gibalno ovirane. In tukaj včasih trčimo tudi na kakšne stvari, ki se celo med sabo grejo celo malo navzkriž. No, ampak vendarle, sama dostopnost ne pomeni samo, da mi postajo najdemo, pomeni tudi, da se na njej znajdemo, da so oznake tako postavljene, da lahko sami preverimo oziroma pridemo do določenega perona, da lahko sami preverimo, kateri avtobus stoji na določeni številki, kam bo ta avtobus odpeljal, kdaj bo odpeljal, seveda tukaj pa smo še zelo, zelo daleč, kajti table v brajici, mislim, da jih zelo redke postaje imajo, tako da so pa seveda tudi tukaj slabovidni, za katere pa so rešitve, kar se tega tiče, mnogo lažje, kajti povečan tisk in kontrasti so veliko lažje izvedljivi kot pa brajeva pisava. Upamo in želimo pa si, da bomo tudi v brajici dobili ustrezne oznake peronov in torej postajališč. Potem treba se je zavedati, da tudi sama dostopnost talnih oznak, preko talnih oznak, da to ni rešitev za vse slepe. Če hočemo uporabljati talne oznake, moramo pot najprej dobro poznati, kar pomeni, da bodo talne oznake, da pridejo talne oznake v pomoč zlasti tistim slepim in slabovidnim, ki se večkrat gibajo po istem terenu. Dočim, če mi obiščemo postajo enkrat ali dvakrat letno,
se seveda ne bomo mogli naučiti samostojno poti, kar pomeni, da nam tudi talne oznake ne bodo pomagale in v tem primeru pride zelo seveda pač ta pomoč, zelo prav pomoč bodisi nekoga, ki je na postaji zaposlen, bodisi naših spremljevalcev in asistentov. Torej brez same človeške pomoči je tudi težko. Potem govorimo o dostopnosti samih voznih redov in informacij. Pogosto nas člani opozarjate, da vozni redi na spletnih straneh niso dostopni, da je težko razbirati informacije, tudi tukaj je potrebno res še veliko za narediti. Potem dostop do samih vozovnic. Zlasti na tistih postajališčih, kjer ni okencev, kjer bi imeli človeško pomoč, ko srečamo avtomate za prodajo vozovnic, ki so v celoti neprilagojeni. Potem je tukaj najava samih postajališč. Vemo, da tukaj pri vlakih je narejen kar en velik napredek, dočim ko pri avtobusih smo žal še vedno odvisni od dobre volje šoferjev. In moram reči, da zadnje čase je ena zelo velika ovira tudi jezik, kajti mnogi šoferji se pojavljajo, ki ne znajo slovenskega jezika, kar pomeni, da nam tudi ta pomoč včasih je onemogočena, čeprav imamo po drugi strani zelo dobre izkušnje s šoferji, ki so pripravljeni pomagati. Vendar, če ne znamo jezika drugega, potem je to seveda težje. Potem je tukaj samo spremstvo do vlakov, do avtobusov. Tukaj moramo res pohvaliti Slovenske železnice, ki nudijo to asistenco, ki jo kar mnogo slepih s pridom uporablja. In tudi zdaj ta odziv in avtobusne in železniške postaje Ljubljana, ko imamo izziv z obnovo postaje, smo ga veseli in upamo, da se bo to v praksi tudi upoštevalo. Torej pomoč od samega avtobusa ali vlaka do nekega mesta na postajališču ali pa poleg postajališča, ki ga slepi pozna in ki mu je lahko potem tudi odskočna deska oziroma izhodiščna točka za njegovo pot naprej. Bi pa izpostavila mogoče še eno stvar na samem začetku, ki je lahko potem tudi mogoče predmet današnje debate, čeprav odkrito povem, si čisto ne predstavljam, pod kateri resor bi tole vprašanje sodilo, ampak z pojavom teh tako imenovanih rdečih vozovnic za upokojence, za brezplačni prevoz, ki smo jih deležni tudi slepi in slabovidni, je seveda ena zelo velik korak narejen na podlagi, torej na področju dostopnosti. Po drugi strani pa prihaja do težav, ker so ti avtobusi večkrat prepolnjeni in tudi s tem pa seveda slep, slaboviden ne dobi zagotovila, da bo dobil prosti sedež. Zdaj pa, če si predstavljamo, da mi stojimo na eni postaji in čakamo avtobus, potem pa avtobus pride in je prenapolnjen in ne moremo gor. Nekdo, ki vidi, se bo znašel, bo šel lahko hitro, ne vem, v taksi, pa se bo peljal do druge postaje, pa bo tam poskušal, bo lahko poiskal hotel, kjer bo prespal ali kakorkoli drugače se znašel. Nekdo, ki je slep, ki mu je poznana samo pot do tiste postaje ali pa ga je morda do tiste postaje celo nekdo pospremil in potem odšel, bo ostal na postaji. Zato bi res apelirali na vse, ki lahko pri tem kakorkoli pomagajo, da bi se uvedel nekakšen sistem rezervacij, ki seveda formalno uradno obstaja, vendar ko sem osebno klicala na avtobusno postajo, kako bi lahko ta problem rešili, sem dobila odgovor, da niti sami ne vedo, zaradi tega, ker tudi če prodajo rezervacijo, ni zagotovo, da bo ta sedež, da bodo lahko zagotovili ta sedež prost. Omenili so pač nesramnost ljudi, ki ne upoštevajo pač pravil in tako naprej, ampak mislim, da bi to problematiko lahko rešili morda z nekim vnaprejšnjo rezervacijo vozovnic, ki bi bila potrebna za vse, tudi za imetnike
rdečih brezplačnih kartic. Potem pa, no, morda samo še za zaključek, da še tole, tudi invalidski sedeži, ki so nekako včasih, se mi zdi, imeli vendarle malo večjo vlogo, se mi zdi, da v zadnjem času izgubljajo svojo vlogo. Vemo, da smo precej odvisni od tega, ali bo kdo vstal in odstopil sedež ali ne. Ne gre za to, da slepi ne bi mogli stati, gre za varnost, gre za to, da seveda lažje se nekdo, ki vidi, ujame, če avtobus zavre. Predvsem pa gre tudi za to, da lažje nekdo, ki vidi, poišče prost sedež. In če mi točno vemo, kateri sedež je namenjen invalidom, nam je to tudi lažje, tako da tudi ta stvar nam je v veliko pomoč. Tako, jaz sem se nekoliko sprehodila skozi nekatere glavne teme, verjamem, da jih je še mnogo več, tako da z veseljem prepuščam prostor našim sogovornikom, potem pa tudi vam, slepim in slabovidnim, da bi na tak način res naslovili nekatere teme, potem tudi vidimo, kaj lahko še naredimo skupaj, da bo področje dostopnosti javnega potniškega prometa za nas še lažje. Hvala lepa. Sonja, hvala za ta dober oris dostopnosti, kaj vse pravzaprav dostopnost javnega potniškega prometa zajema. Torej, govorimo o ključnem elementu samostojnosti in vključenosti. Gospod Miran Sečki, slogan Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa je Povezujemo Slovenijo. Prosim vas za nekaj besed o Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, da bomo vsi morda majčkeno več vedeli, malo bolje poznali. Najlepša hvala za besedo in seveda lep pozdrav vsem tudi v imenu DUIP-a, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Ja, v bistvu družba je bila ustanovljena leta 2022, z enim namenom. Dejansko ustanovil se ali pa uredil se tako imenovani sedaj trinivojski sistem upravljanja. Pomeni, država še vedno skrbi za zakonodajni, finančni in strateški okvir, izvajalci na drugi strani, to so prevozniki, avtobusni in železniški, so pač operativna nivo, mi smo pa vmes, ki smo pa taktični nivo. Pomeni, mi pripravljamo zdaj nove pogodbe, nove koncesije, nadziramo izvajanje, nove vozne rede, tako da tu po vzoru evropskih držav je dejansko tudi Slovenija naredila ta korak, ki je bil vsekakor zelo pomemben. No in kje zdaj tu mi vstopamo tudi na področje invalidov kakršnihkoli pač oblik. In dejansko smo postali tudi deležnik med vsemi uporabniki in izvajalci. Pomeni, da imamo pogovore tako z invalidskimi organizacijami, dijaki, študenti, lokalnimi skupnostmi, raznimi združenji, obrtna zbornica, gospodarska zbornica in kaj je namen, da slišimo in poskušamo seveda odreagirati na vse te tudi že prej povedane postavke. To je naša naloga. Mi nismo profitabilna organizacija ali pa karkoli, smo v 100% lasti Republike Slovenije, tako da naša dolžnost je slišati vse in seveda vse to uporabiti tudi na podlagi naših strokovnih služb pri razvoju javnega potniškega prometa. Tako da ja, družba je bila ustanovljena 2022, danes je že 34 zaposlenih in imamo, če tako povzamem, v obravnavanju tako koncesije v cestnem linijskem prometu, kot tudi v železniškem prometu. Tako da vse te, seveda, tesno sodelujemo z ministrstvom, tako da tudi več stvari je tudi naslavljeno direktno na ministrstvo, ampak dejansko smo mi zdaj v zadnjem obdobju tisti, ki izvajamo oziroma pač moramo odreagirati in seveda tudi stvari spreminjati. Zdaj, od vseh teh naštetih stvari, ki je predsednica povedala, je kar nekaj, kar se tiče tudi nas. Tudi ni namen prelaganje odgovornosti, sploh ne, prav obratno, mi si želimo vse slišati in seveda odreagirati. Pa bi vseeno ločil malo dva dela, pa da ne bom predolg v uvodoma.
Eno so te infrastrukturni deli, od dostopnosti in tako naprej, postajališč, kjer imamo mi posredno vlogo, kjer lahko vplivamo z nekimi dopisi, mnenji, ampak seveda je to na drugem resorju, tudi na drugem ministrstvu. Ampak še enkrat ne bežimo oziroma želimo slišati in tudi imamo konec koncev nek vpliv. Drugi del, ki je pa vsekakor naš, ki smo pa pač tudi mi odgovorni in kjer delamo že korake in jih bomo še delali, pa vse to, govorimo ta informacijski del, ne? Govorimo od voznih redov, vozovnic, najave, brezplačne vozovnice, ko ste prej omenili. Tako da dejansko, ja, mi smo tu, to je ključno, da smo postali en organ in v bistvu sogovornik, ki lahko vse te potrebe, želje prenese naprej in seveda udejanji. To se mi zdi, da je zelo pomembno in tudi lahko samo za zaključek tega vodnega dela omenim, da smo tudi v teh letih naredili kar nekaj premikov na večjih področjih javne potniške prometa in tudi pomagali marsikomu tako v finančni obliki kakšnih lokalnih skupnosti, kot seveda potnikov. Mogoče slogan, imamo zdaj zadnje čase en drug slogan, vi ste začeli povzemati Slovenijo, imamo zdaj potnik v središču. Ne? To je zdaj, bi rekel, že zadnje 2 leti, ker dejansko vse, kar mi delamo za potnika. Nimamo mi še enkrat nobene druge vloge, hočemo slišati, želimo slišati in seveda vse za dobro potnika in da bo boljša uporabniška izkušnja za potnika v vseh oblikah. Tako da je dovolj mogoče za enkrat, pa potem kaj konkretneje. Hvala vam za te uvodne besede in predstavitev. Med nami lepo pozdravljam tudi gospo Jasno Cerar Hribar Slovenskih železnic. Vlak mene asociira na izlet, počitnice, druženje, pustolovščino. Na kaj pa vas? Odlično. Tudi točno tako, v bistvu pa na lepe poglede, to, kar recimo imamo zdaj v aktivni kampanji, na lepe poglede skozi okno. Predvsem so ti pogledi sproščeni. Je pa res ravno danes taka fajn tema, v bistvu pač, to je pa nekaj, kar so recimo naši oziroma pač naši potniki, vaši člani ravno za te poglede prikrajšani, v veliki meri. Jaz bom v bistvu se navezala, v izhodišču oziroma je kolegica naštela kar nekaj enih takih izhodišč, ki je fajn, da se pač mogoče v njih pogovorimo, povemo svoje stališče. Vmes sem si kar nekajkrat zapisala ene priložnosti za izboljšave, neke stvari. Se mi zdi super, da se takole sestanemo in slišimo obe strani, tako da hvala vam za povabilo in hvala za tole pobudo. V imenu Slovenskih železnic bom povedala, da so nam gibalno ovirani, ne glede na njihovo, bom rekla, kaj je tisto, kar jih ovira, da bi lahko se gibali, gledali, tako kot vsi ostali, jim skušamo pomagati. Eno je to, da nas k temu zavezuje Evropska unija, ampak mi smo v bistvu že predčasno sami vzpostavili brezplačno linijo za najavo teh potovanj. Zavedamo se, da slovensko omrežje v bistvu ima prek 270 različnih postaj in postajališč. Ene so večje, ene so trenutno v delu, tretje so pa spet tako majhne, take manjše postaje, kjer bi bilo recimo, ne vem, namestitev nekih velikih ozvočenj ali pa nekih digitalnih tabel stroškovno res prevelik zalogaj. Kakorkoli, mi v bistvu pač imamo tudi z temi potniki izjemno dobre izkušnje v sklopu aktivnosti. Vsem smo na voljo v bistvu vsak dan od 6. ure zjutraj do 22. zvečer. Lahko pokličejo na telefonsko številko, ki je ločena od vseh ostalih. Javijo se v klicnem centru prednost, tako da nimajo nobene čakalne vrste. Vedno dobijo ta prvi svetovalca na drugi strani, lahko povejo, kam želijo, kako želijo, kakšno pomoč želijo. Konkretno so naši zaposleni vsi imeli posebno šolanje raven za delo z slepimi in slabovidnimi. Mislim, da leta 2022 smo bili v Mariboru z Mariborskim društvom, povezani skupaj smo se udeležili enega šolanja, prijazno so nam vstopili tudi neko prezentacijo, neke videe, tako da so naši zaposleni tako v klicnem centru kot na prodajnih mestih in pa te sodelavci, ki delajo, ki pomagajo se gibati jim po postajah, so podučeni o tem, kako delati s slepimi in slabovidnimi.
Vsak, ki pokliče in se najavi, je lahko deležen pomoči tako osebja na večjih postajah, tako kot sprevodnikov na vlaku. Recimo raven ta dela, tle se bomo k odnosu ostalih potnikov, omenjali ste nesramnost, pa rezervacije avtobusov, pa to, na to, kako družba se obnaša, težko vplivamo, lahko pa v primeru najave naš zaposlen, ki pospremi posameznika k vlaku, v vlak, mu lahko pomaga zagotoviti sedež in mu ga tudi priskrbi. V naših vlakih, mi smo v bistvu v zadnjih 2-3 letih zamenjali pravzaprav več kot pretežen del naše vlakovne, naših vlakov, tako da naše garniture so, vse te novi Stadlerji so res opremljeni tako, da so glasovne najave res pravzaprav močno slišne. Za slabovidne tudi so tipke po normativih Evropske unije obarvane, utripajo, so tudi v bistvu vse nalepke so z brajico tako označene, te ključne, tako da so recimo res, kjer smo lahko, smo se potrudili in zagotovili, da so te prostori za slepe ali pa slabovidne oziroma vse gibalno ovirane dobro označeni, dobro se sliši, tudi stranišča so zagotovljena, tako kot se spodobi in je prav. Tako da kjerkoli je lahko pomoč in res si želim, da je pomoč ta najava, ki mi rečemo pač, dajte poklicati 24 ur prej, ni namenjena temu, da bi mi nekaj zahtevali, pa da bi karkoli pač hoteli zaradi nas, je pa tako, da je v bistvu gre tle, da podajamo roko, a ne tem, ki potrebuje pomoč, da jim lahko zagotovimo mogoče tudi to, tako kot sem, res prost sedež, da jim tam pomagamo najti prostor na vlaku in tako, da jim zagotovimo, da jih nekdo pospremi. Vsak mesec imamo teh najav med 100-120, različno, od tega je kakih 10 slepih ali pa slabovidnih. Eni se grejo vsak dan, tako da je pač prav luštno opazovati, kako jih peljejo pod roko in jih pospremijo do vlaka. Kaj lahko tukaj še povem? Tudi naša spletna stran, to, kar ste rekli, alternativa, a ne, v bistvu, kje pride do informacij. Naša spletna stran je v res največji meri, sicer je majčkeno že starejša, tako da načrtujemo prenovo, ampak res v veliki meri so vsi podatki prilagojeni tako, da bralnik deluje. Tam, kjer pa niso, recimo pač, ne vem, samo en del voznih redov v eni obliki, ki je PDF, tam pa tudi v bistvu pač jasno usmerjamo in podajamo, da lahko kadarkoli pokličejo ali v klicni center, pa jim bojo tam pomagali, lahko pogledajo. Tudi naši kartomati recimo so lahko tisti, kjer se da pogledati vozni red, je pa, oziroma pogledati, tisti, ki slabo vidi, drugače so pa na prodajnih mestih tam, kjer so, ali pa vlakovno osebje, kot sem rekla, v vsakem vlaku je najmanj eden zaposleni, ki ga spremlja, ki ga lahko kadarkoli, kdorkoli vpraša in jih usmerijo, ali glede voznih redov, ali pa glede nakupa vozovnic. Vemo pa, da se moramo tudi. Ja, vemo pa, imamo tudi, ne vem, na spletni strani en del pomanjkljivosti, v mobilni aplikaciji en del pomanjkljivosti, se zavedamo tega in delamo na tem, da bomo to popravili, oziroma da bomo razvili. Do takrat pa še enkrat, res pač ta spletna, naša telefonska številka je objavljena, smo tudi komunicirali, kjerkoli moramo, tudi lahko spremljamo osebje jo pozna, tako da kdor želi potovati, na naši strani se bom potrudila narediti pot čim bolj prijetno. Bom pa recimo, hvala, ker ste izpostavili raven to sodelovanje v primeru ljubljanske postaje. Trenutno je ljubljanska postaja en tak labirint, dela so res obsežna, še za tiste, ki vidijo in imajo in lahko hodijo nemoteno, je zapleteno gor, dol po stopnicah, levo, desno, res je v bistvu pač res en tak labirint trenutno, ampak bom raven prenesla tudi v bistvu komentar sodelavcev, ki pomagajo tem najavljenim pomoči, da imajo raven za slepe in slabovidne določeno točno eno mesto, ki ga poznajo, ki točno vejo, na katerem mestu se zglasijo, tam jih pospremi naš zaposleni in jih v bistvu za roko pelje čez vse te začasne poti, ki trenutno so res, bom rekla,
izredne, a ne, da jih pelje do vlaka tam, ko pride. No. Tako da po mojih podatkih je to obojestransko uspešna, zadovoljiva, tako obojestransko zadovoljstvo postavljena oziroma dogovorjen način dela. No. Tako da, hvala. Hvala tudi vam za vse te vaše besede in predvsem za vse stvari, ki ste jih res že naredili za to, da bi bil železniški promet bolj dostopen slepim in slabovidnim. Zdaj pa bi želela dati besedo še gospe Jasmini Masel. Pozdravljeni. Jasmina, midve sva tukaj obe predstavnici, Mojca Stropnik pa Jasna Mi smo skupaj. potniškega prometa, tako da je že Jasna zdaj v bistvu vse povzela. Dobro, okej. Ja. Potem moram pa preveriti, a je z nami kdo iz glavne avtobusne postaje v Ljubljani. Ne, okej, prav. Potem gremo naprej. Ko sem se pripravljala na današnjo Zoom kavico, sem za pomoč prosila ljudi, ki imajo z dostopnostjo javnega potniškega prometa za slepe in slabovidne gotovo največ izkušenj. Najprej bi res rada rekla hvala čisto vsakemu, ki si je vzel čas in mi napisal svojo izkušnjo in jo na ta način podelil z nami vsemi. Hvala vam. Ravno zaradi tega lahko z gotovostjo rečem, da je mnogo dobrega in je prav, da to izpostavimo, delimo in širimo informacije o tem. Nekateri od vas, ki ste z menoj delili svoje izkušnje z javnim potniškim prometom, ste tudi danes tukaj z nami. Če gledamo trenutno stanje, kaj danes v Sloveniji že dobro deluje na področju dostopnosti javnega potniškega prometa, kaj bi izpostavili? Kar pogumno. Lahko mogoče jaz? Odlično. Mogoče samo še ime? Sabina. Super, Sabina, Ja, pozdravljena. Lep pozdrav, sem Sabina Dermota, predstavnica uporabnikov psov vodičev. Bom govorila v svojem imenu, pa tudi v imenu marsikoga, ki ima psa vodiča. Psi so v bistvu poznani vsem, vsi vemo, da obstojajo, ampak se pa še vedno kdaj zaplete. O tem bomo mogoče kdaj drugič. Za začetek se zahvaljujem železniški postaji. Že pred kar nekaj časa smo stopili v kontakt, takrat je bil naš sogovornik gospod Primož Kokal, ki nas je prijazno popeljal čez celotno železniško postajo in nam omogočil vpogled oziroma sprehod čez več vrst kompozicij vlakov, da smo mi dobili občutek, kako to približno izgleda, kakšne možnosti se nam lahko na poti zgodijo. In to je za nas zelo koristno, zaradi tega, ker vemo, kaj pričakovati, da nismo presenečeni, da se sredi vagona kar naenkrat pojavijo stopnice, da je možnost iti v prvo nadstropje oziroma pač v nadstropje vlaka. In je to zelo dobra izkušnja tudi za naše pse. Tudi to, da lahko srečamo na tem vlaku tudi pse, ki niso psi vodiči ali pa pomočniki gibalno oviranih, tudi to je dobra izkušnja. In bi želela, da ko bo recimo železniška postaja prenovljena v taki meri, da se ponovno srečamo, zdaj najbrž se ne splača, zaradi tega, ker je teh del še preveč, da to ponovimo, a ne to tisti, ki bi želel, pa morda tudi tisti, ki mogoče nimajo psov, pa bi si to želeli. Zelo dobro funkcionira to, o čemer sta že govorili predsednica in gospa železniške postaje, asistenca na železniški postaji. Jaz osebno sem zelo zadovoljna, pa mislim, da še kdo, in to so resnično neprecenljive stvari za nas, ki sami ne bi mogli priti praktično dlje od 10 kilometrov od svojega doma. S tem, da mogoče bi rekla še to, z veseljem povabim kdaj koga, ki sicer vidi in ima vozniški izpit in lahko pač pride sam, kamor želi, a greva skupaj nekam, a ne, a greva z vlakom, si privoščimo vožnjo oziroma celodnevni izlet. Takrat ti ljudje, ki se sicer z vlakom ne vozijo, spoznajo Slovenijo z druge strani,
a ne tako, kot ste gospa iz železniške postaje rekli. Pogled je čist drug in hvala vam za te možnosti. Pohvala bi tudi Ljubljanski potniški promet oziroma službe na LPP-ju. V Ljubljani na LPP-ju se zelo trudijo, da izobrazijo šoferje oziroma voznike mestnih avtobusov, da ostavijo, če vidijo slepega človeka s palico, s psom, kakorkoli, da ustavijo. Pred njim povejo, katera številka je, da se mi ne ukvarjamo in ne sprašujemo in sploh recimo na postajah, kjer so vrste avtobusov zelo dolge in ne moreš hoditi od enega do drugega in gledati in ugibati, da boš naprav ga stopil ali ne. To je pozitivna novost, ki že nekaj časa traja, pa zelo dobrodošla, a ne, takrat v takih primerih se res počutimo, saj jaz, zase lahko govorim, enakovredna videčim oziroma mogoče celo malo privilegirana. Ja, imamo pa tudi slabe izkušnje, seveda, kadar na določenih linijah komu ne dovolijo vstopa na avtobus, a ne, to je zlasti v primeru, kadar je gneča prevelika, to je izpostavila tudi predsednica in se za to lepo zahvaljujemo, ne. Če si slep, imaš pa še psa, potem pa res ne moreš na tale avtobus, ker je že tako vroče, pa že tako gužva, pa mislim, te res ni treba, ne. Tako da smo imeli kar kak konflikt na to temo in so take stvari, v bistvu ne samo, da si ti prizadet, ampak še drugi imajo v narekovajih kino predstavo in si zelo izpostavljen in take situacije niso fajn. Morda tudi jaz kot slepa ne reagiram takrat pravilno oziroma ne preveč mirno, ker sem pač zrevoltirana, ker me pač dvigne pritisk oziroma požene adrenalin po žilah, a ne, in potem tisti, ki to gledajo, se ne pokažemo ravno v najlepši luči, a ne. Zato jaz se trudimo, da takih reči ni, a ne, ni pa fajn, če do njih pride. To je morda z moje strani vse, res hvala gostom, žal ljudi iz avtobusne postaje v Ljubljanski ni, tukaj, a ne, bi se verjetno lahko kaj skupaj pomenili, ampak bo pa najbrž še kakšna druga priložnost za to. Hvala za besedo in v nadaljevanju želim vsem srečno in zadovoljno skupno sodelovanje. Sabina, hvala ti. Za obe plati, mogoče bi se v tem delu majčkeno bolj ustavili pri pozitivnih izkušnjah. Obljubim, da se bomo potem tudi pri tistih stvarih, ki so še izzivi, tudi na chatu imamo že eno vprašanje, sem ga videla in se bomo k njemu vrnili čist majčkeno kasneje, prav? Zdaj pa bi povabila še koga, da deli še kakšno pozitivno izkušnjo. Lepo pozdravljeni, dober dan, Aleš Kuhar, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, pravzaprav član. Aleš, pozdravljen. Lep pozdrav. Skratka, jaz bi izredno pohvalil varnostno službo Slovenskih železnic. Zdaj jaz stanujem v Trbovljah in Trbovlje so en manjših krajev s kar precej majhno železniško postajo, tako da jaz koristim za potovanja v Ljubljano, Celje, Maribor, kamorkoli lahko le vlak, ker iz Trbovelj neposrednih avtobusnih povezav že dalj časa ni, zaradi verjetno premajhnega števila potnikov. Skratka, same pohvale. Zdaj zapletlo se je samo enkrat, ker sem moral prestopiti v Ljubljani iz vlaka pa na avtobus, ampak to je, bom rekel, to bi se verjetno dalo izpostaviti pa rešiti. Bi pa predlagal eno zadevo gospe Slovenskih železnic, čeprav morda ni to povezano. Bi se dalo mogoče rešiti, da bi se uporabljali, da bi slepi in slabovidni uporabljali kar številko klicnega centra Slovenskih železnic, oziroma to se verjetno ne da, da bi se uporablja lahko spremstvo varnostne službe tudi iz vlaka na avtobus
oziroma da ne bi bilo potrebno poklicati 1991, tiste plačljive telefonske številke, glavna avtobusna postaja v Ljubljani, to samo informativno. Potem bi pa še omenil glede teh dostopnosti voznih redov. Jaz se zdajle zadnja leta kar precej angažiram, da sem samo iniciativno šel v to in sem vzpostavil po kar težkih, bom rekel, mukah povezavo, stik s pogodbenimi izvajalci vas kot Slovenskimi železnicami, z informatikom zunanjih izvajalcev, ki razvijajo spletno stran Slovenskih železnic. Gre pa resnično za kar se da prilagoditev te spletne strani za vnosno masko in iskanje voznih redov za vlake, ne. In smo kar, bom rekel, kar precej dosegli in tudi izjavite javno pohvalo gospodu Mitji Vatovcu, ki mi je bil pripravljen prisluhniti. Skratka, no, pa da se vrnemo nazaj glede izkušnjam, glede spremstva. Vse je potekalo brez težav, po večji meri, ne. Jaz uporabljam spremstvo, bom rekel, 4-krat, 5-krat, 6-krat mesečno, ker potujem na relaciji Trbovlje-Ljubljana in obratno. Saj pravim, včasih je pa potrebno tudi iti v Ljubljani moram pač prestopati, ne vem, na avtobus za Novo Gorico, na avtobus za Kamnik, bilo kam. In tam se je pa ene 2-krat zapletlo, da pa nekako ni moglo biti na voljo, oziroma da naj ne bi varnostnik prišel čakati potem nazaj na avtobus. Bom pa omenil samo to, da ne bom resnično predolg, da sem pa izkoristil tudi leta 2007 potovanje iz Ljubljane v Ringsheim, to je pa blizu mesta Rust v Nemčiji, in tam je bilo pa tudi vse brez težav, tako da tako rekoč v tujini nisem imel popolnoma nobenih težav, res pa je, da sem osebno po telefonu kontaktiral nemške železnice in pa tega operaterja, ki tudi izvaja železniški promet v Nemčiji, ker tam je pa organizirano majčkeno drugače, no. Ampak tudi prišel sem do cilja, utrujen, preutrujen, ampak dobro je, to je pa stvar za sebe. Pa bi mogoče, ne vem, Brigita dala samo na kratko besedo gospe Slovenskih železnic, potem bomo pa še koga drugega spustili. Skratka, same pohvale in vas lepo pozdravljam pa poslušam. Hvala. Aleš, hvala. Ja, če se lahko oglasim, gospod Aleš, hvala lepa. Jaz sem osebno pred časom spremljala, v bistvu, ker smo tole številko uvedli, tako da vas že po imenu poznam, ker sem vedela, da ste pač res uporabnik in tako recimo res potem lahko komunikacija gladko teče in lahko dobro sodelujemo, če se pač ta najava naredi pravočasno, naši svetovalci znajo povedati, tamle tale vlak, takole je boljš, poiščete tudi skupaj neke dobre rešitve, tako da me veseli, no, da ste zadovoljni, pa da res lahko in prijetno pogosto potujete z nami. Sem si zabeležila, v bistvu že vnaprej si tukaj pišem kot izziv tale prestop na avtobus. Jaz sem prepričana, da ko bo nova avtobusna postaja oziroma ko bo celoten potniški center v Ljubljani urejen, bomo lahko na novo, bom rekla, postavili te relacije, do katere mere pomaga nekdo iz SŽ-ja, kje pomaga potem naprej do LPP-ja ali pa do ostalih avtobusov, do drug, kako bomo to relacijo bomo postavili. Super, da so danes z nami predstavniki DUJP-a. Pa tudi ob tej priložnosti bom gospe Sabini, da ji odgovorim z veseljem, bomo takrat, ko bo postaja prenovljena, tudi mi se tega veselimo, bo super, bomo dali takrat, se bomo takrat dogovorili še za ponovno, mogoče tudi kakšen ali pa večkraten obisk, pa da bomo šli skupaj pogledati, kako bi lahko slepim in slabovidnim pomagali, da se lahko čim bolj samostojno gibljejo po novi postaji, ki bo urejena. Kdor bo želel, bo še lahko pač, bom rekel, tako kratko
šolanje, kratko šolanje, spremstvo, da bojo potem se znajdli sami. No. Tako da z veseljem tudi to, se držimo drug drugega za besedo, takrat, ko postaja prenovljena, se lahko dogovorimo in gremo na skupen ogled. No. Tako. Hvala. Odlično. Mogoče bi dala besedo še komu, ki bi jo morda želel imeti? Bi želel še kdo deliti? Ja, lepo pozdravljeni. Saj sem že prej rekla, tule sva s kolegico Jasno, sva skupaj danes tule kot predstavnici potniškega prometa. V času zdaj, ko potekajo ta obsežna gradbena dela, imamo pravzaprav nek dogovor, ki gre v tej smeri, ki je gospod omenil, da se pravi, če je treba do avtobusa, lahko tudi takrat, kadar je seveda najava, in to vemo, lahko pospremimo dotično osebo ali gospoda, do dotičnega avtobusa, ne, če nam bo on to pač zaupal. Lahko na ta način zdaj pač pomagamo, ne. Nekako vzajemno, kolikor bo pač šlo, evo, tako. Odlično. Morda bi na tem mestu povedali še telefonsko številko, kamor lahko pokličejo ljudje. Verjamem, da je že izpostavljena, ampak mogoče še enkrat, nikoli ni preveč. Ja, jo bova kar zdajle povedale, samo sekundo, majčkeno bova. Ja, ker je mi drugače, tako kot sem rekla, pač splošna številka, ki jo imamo, je 08 08 111. To je za v bistvu pač najave, oziroma ne najave, za kakršnekoli informacije splošne pa tako. Ločena številka, ki je pa namenjena res samo za najave pa za posvet o možnostih potovanja za gibalno ovirane, je pa 01 29 13 391. Ja. Še enkrat ponovim, ali je v redu? 01 29 133 91. Super. Ja. Odlično, hvala. In ja, še enkrat bi povabila še koga, ki bi želel deliti svoje izkušnje. Ja, pozdravljen, Erlend. Na tej strani, se slišimo? Dobro te slišimo, pozdravljen. Okej, jaz bi se pa samo navezal na tisto temo, ki je v začetku gospod Sački povedal v zvezi s temi našimi rdečimi, se pravi, karticami za brezplačen prevoz. Mi smo pred leti, tudi pri nas je že funkcionirala zadeva, da če si potoval nekam kamorkoli in si uveljavljal pač popust oziroma si na avtobusu, lahko na vlaku kupil v bistvu vozovnico, si zraven kupil tudi dal nekaj denarja zraven in si imel tudi rezervacijo sedeža. In takrat se seveda nikoli ni zgodilo, če si ti 2-3 dni prej šel, kupil karto, če v bistvu ti jo na avtobusni postaji sploh niso prodali, če ni bilo več prostega sedeža. In mislim, da bi se zdaj na tak način nekako na teh progah, ki so bolj izpostavljene, se pravi poleti proti morju, pozimi, ne vem, Kranjska Gora je več ali manj celo leto, in teh progah mogo uvesti za nas, ki imamo te kartice, tudi podoben režim. Ti moraš, ne vem, 2-3 dni prej najaviti potovanje in tudi na nek način plačati rezervacijo. Potem je pa seveda od koncesionarja pa ta čas ima dovolj časa, da zagotovi dovoljšno število avtobusov. In tukaj bi, seveda, DUJP mora pa to skontrolirati, da se koncesionar dejansko drži, da se ne dogaja pol to, kar se dogaja zdaj, ne. Včasih so, ne vem, društvo upokojencev najeli avtobus, če so kam potovali, zdaj seveda, ker je to brezplačno, se pojavijo na eni relaciji, je 30 ljudi tam in potem tisti redni potniki, ki uporabljajo ta avtobus za recimo prevoz na delo in tako naprej, ne pridejo gor. Isto je, ne vem, z vsemi ostalimi društvi, planinska društva, te, ki je ravno zgodba, včasih so najeli avtobus, zdaj seveda uporabljajo javni prevoz, kar je krasno, ampak tukaj pa potem pride seveda do tega, da so avtobusi prepolni ali pa ne ustavljajo na nekaterih vmesnih postajah, to je še hujše, ker so pač polni. In tukaj bi na nek način, se mi zdi, dobili kar nekajkrat win situacijo. Se pravi, če bi mi 2-3 dni prej kupili rezervacijo, to pomeni, da ima sedež, koncesionar mora zagotoviti dovoljšno število avtobusov ali pa v končni fazi tudi vlakov, DUJP mora pa to skontrolirati. In včasih je bilo tako, če nisi bil v rezervaciji, nisi mogel na avtobus, ker je pač seveda bil tudi takrat gor, se pravi, še kondukter sprevodnik in enostavno ni pustil gor. In tukaj pa pol pride do tega, da smo pač slepi pa slabovidni, ker imamo težave z vidom, seveda drugi se nakomovčajo, se zgužbajo gor, slepi pa slabovidni pa velikokrat izvisijo. In bi bilo
ne vem, tukaj je edini jaz problem, ki ga vidim, je ta, kako bi potem ta denar, ne, ki ga moraš nekako založiti za rezervacijo, da boš resen, kako bi ta denar spravil nazaj do ljudi, če pač so brezplačne vozovnice. Ampak se mi zdi, da bi tudi se pravi, z agencijo z Dujpom lahko najdel neko ustrezno rešitev in bi na eni strani bilo to bolj lažje potovanje za nas uporabnike teh kartic, druga stvar, koncesionar bi imel dovolj časa, da bi si na teh izpostavljenih relacijah, se to ne bi bilo potreba posod, organiziral prevoz, da bi bil še dodatni avtobusi, v končni fazi to lahko tudi vlaki. In tretja stvar, Dujp bi lahko to kontroliral, kako koncesionar v bistvu izpolnjuje naloge, ki so mu bile dane, takrat, ko je pač podpisal koncesijo. To bi imel za to, no. Pol pa še en čist lokalen hec, namreč, ko je Dujp prevzel, se pravi, delanje teh voznih redov, sem bil jaz res navdušen, ker je končno začel avtobus na relaciji Kamnik-Kranj in obratno voziti ne samo ob dnevu šolskega pouka, ampak tudi med počitnicami in med vikendi. No, ampak se je to zelo hitro pol izkazalo, jaz sem pol takrat, to mislim, da je štartal, ne vem, julija 24. Sem 20krat potoval v 2 mesecih tja in nazaj in se je v 15 primerih recimo zgodil, da mi je šofer na avtobus rekel, kar pet naprej, se mi itak ne dela mašinca. Seveda, če ni bil potnik registriran v tej mašinci, avtomatsko tudi ni bilo verjetno treba poslati podatkov na Dujp, kakšna je frekvenca potnikov in zelo hitro se je pol zgodilo, da recimo med vikendi ni več direktne povezave med Kranjem pa med Kamnikom, je cirka 25 kilometrov in jaz zmeri svojim prijateljem, ki normalno vidijo, ko mi reče, pa kaj pa se ti še nekaj greš, pa uno pa gor pa dol, in rečem, ja pa eva, jaz bom šel svojim prevozom v Kranj, zdajle, kaj je vikend, ti pet pa z avtom, pa da vidimo, koliko časa bo to trajalo, ne. Tako da se mi zdi, da so nekateri te koncesionarji takrat tudi zlorabili zadeve, da jim ne delajo te mašince, da bi pač, in tako naprej, da so določene zadeve se ukinile. Evo, hvala. Rent, hvala. Morda bi zdajle dal besedo še gospodu Miranu Sečkiju. Ja, se kar nabralo nekaj mnenj, vprašanj. Kako naj vse skupaj povzamem? Mogoče kar na zadnjega gospoda se navežem najprej. Dujp ve, kaj se dogaja in Dujp odreagira in bi rekel, z novimi voznimi redi v cestnem prometu se število potnikov povečalo, standard dostopnosti povečal, tako da stvari so bile dobro zastavljene. Zdaj, kaj se pa tiče rezervacije in seveda teh dogodkov, ki se dogajajo občasno, je pa ravno ta problem, ker se pač je bila politična odločitev, da se bojo dajale tudi brezplačne vozovnice, tako da bom zelo plastično povedal, da je včasih odvisno od vremena, dobesedno od vremena. Se kar najde, ne vem, naenkrat 100 ljudi ali pa 50, ki bi šli na Primorsko ali na Bled ali Bohinj in mi imamo v rezervi seveda avtobuse in mi odreagiramo, ampak včasih je pač nemogoče. Seveda, zdaj pa logična posledica, gremo v rezervacijo. Tu pa smo dobili pa spet pravno mnenje, da zaenkrat v takem sistemu ne moremo iti, da pač javni potniški promet omogočen vsem in tako naprej. Tako da ne bi preveč v zvezi s tem poglabljal, ampak hočem povedati, govorimo o cestnem javnem potniškem prometu in avtobusnega dela, je mogoče se navezati tudi to, kaj je razlika z železnicami. Dejansko železnica je nekako svoj organ in ima tudi svoje bolj kot ne postaje oziroma v sklopu skupine Slovenskih železnic. Medtem ko avtobusni del je bil v preteklosti prepuščen prevoznikom. Avtobusne postaje so dejansko v lasti ali prevoznikov, ali lokalnih skupnosti, ali privatnikov, tako da hočem povedati, je zadeva malo širša in malo težja. Prav zato se je ustanovil Dujp. Dujp ima zdaj nekako pod okriljem obe koncesijski pogodbi. Tudi se pripravljamo na novo koncesijsko obdobje tako v medkrajevnem linijskem cestnem prometu, ki pač to je bilo 2024 začelo, 2029 se konča z možnostjo podaljšanja, kot tudi v železniškem. Tudi železniško koncesijsko obdobje se konča 2031. Kaj hočem povedati?
Mi se že pripravljamo in tudi imamo že delovne skupine, kjer analiziramo stanje in seveda razmišljamo za naprej. In to so vse te, bi rekel, stvari, ki se zdaj dogajajo, ne, ki jih vidimo, da jih še izboljšamo. Vemo, kaj se dogaja, ampak ja, tudi če se, pa ne bom zdaj osebno mnenje dal, določene odločitve v preteklosti tudi niso bile v prid, so bile mogoče narejene v dobro potnik, ampak se je izkazalo, da pa po drugi strani narediš mogoče težavo, ne. Tako da treba je to zdaj uskladiti. Tudi bom zelo natančen, imamo recimo težavo z dijaki in študenti, rečejo, zakaj moramo mi plačevati, zakaj, ne vem, upokojenci, invalidi pa ne. Oni dobivajo, ne, in tako naprej. Hočem povedati, je kar teh nekaj izzivov, ki jih moramo upoštevati. Tako da ja, mislim, da je ključno tisto, moje sporočilo, z ustavitvijo DUJP-a se stvari bistveno bolj vedo, kaj se dogaja. In kaj je še nekaj, kaj je zelo pomembno, imamo organ, ki lahko odreagira, ne. Če je bilo to govorim bolj tukaj za cestni, avtobusni del, ne. Če je bilo prej to prepuščeno, tako kot ste tudi prej omenili, da so nekateri tudi izkoriščali določene situacije, zdaj temu ni več tako. Danes beležimo v 2 letih 20% rast potnikov, prilagajamo, povečujemo buse, kjer je potrebno, sledimo, optimiziramo, ampak določene stvari so pa res tako naključne, kot je vreme, čeprav grdo se to sliši, ampak dejansko, ko ne moreš nič, odreagiraš kar lahko in seveda je pol pač nevolja. Se pa strinjam, to, kot ste pa rekli, recimo predvsem, da bi imeli prednost nekateri, ne, pač recimo slepi, slabovidni, invalidni, to se pa popolnoma strinjam, ne. In tudi v teh novih koncesijskih pogodbah oziroma razpisu, ki bo, se vsi zavedamo, da je to področje zelo pomembno in ga je treba nadgraditi. Če govorim, zdaj sem spet vrnil in tako, dobro, kot sem že rekel, železnice nekako sami urejujejo in imajo v sklopu svojega delovanja področje invalidov in mislim, da je to tudi po teh izjavah uspešno, ne. Seveda, vedno so priložnosti za izboljšave. Medtem ko avtobusni del pa, ko so se pripravljali v preteklosti te koncesijske pogodbe, je bilo področje invalidov zelo zapostavljeno in tu je treba narediti korak naprej, ne, dejansko. In kje tukaj mi lahko vplivamo, ne? Ko bomo pripravljali, mi lahko vplivamo na vozila, na voznike, ne, tukaj ali pa vozne rede. Tu imamo mi pooblastila in dejansko bomo morali narediti, ne morali, saj se že pogovarjamo, narediti korak več, ne, in tu imamo možnost in zagotavljam, da bo to področje, rekel, deležno zagotovo velike razprave in seveda, da bo, tudi mogoče še to, ne, ko bomo začeli, ko bomo že malo gradiva pripravljenega, bomo tudi imeli posvete, ne, dejansko bomo tudi vprašali javnost, kaj si misli in seveda jih slišali in poskušali potem seveda to poskušali, kar se bo dalo, seveda bomo. Tako da ja, zavedamo se, že to se mi zdi, da je to zavedanje pomembnosti je bistveno na nižjem nivoju, kot je bilo mogoče pred leti in tako da imamo primere dobre prakse, so pa seveda te izzivi vmesniki, pa na katere imamo vpliv, na katere so pa pač zapeljane, mogoče ne v pravo smer, pa je treba popraviti, no, tako da je to ampak vseeno, količina tudi bojo potrdili tudi z področja železnic, imajo potnikov, ne, recimo mobilizacija ljudi se povečuje, povpraševanje je večje, seveda po drugi strani je zagotoviti ponudbo ustrezno, ne, in to so vse izzivi, ampak to so, bom rekel, pozitivne skrbi, ker to pomeni, da javni potniški promet ima, bi rekel, dobre korake, se razvija, seveda naša naloga vseh je pa, da omogočimo vsem enake pogoje in da temu primerno tudi pripravimo vse ali to razpise. Pa se mogoče pol, da ne bom predolg, bo pol se tudi navezal še na en projekt, ki ga tudi na cestnem prometu, prevozi na klic, se zdaj bo začel izvajati, tako da bo tudi vam zagotovo ena pomembna informacija. Ampak zaenkrat to, no. Odlično. Mogoče samo eno stvar še na to, kar je povedal gospod Miran Sečki, potem bom dala tudi besedo še naprej. Zdaj, ko ste omenili še prevoz na klic, se mi zdi, da smo mogoče slepi in slabovidni v tem projektu do zdaj bili morda majčkeno spregledani. A se razmišlja o tem, da bi zdaj bilo več posluha tudi za potrebe slepih in slabovidnih? Točno to.
Točno to želim povedati. Uvedel se je v 2024, je bil tisti pilotni projekt Prevozi na klic v 2 mestih, zdaj bomo za gibalno ovirane, ne? Zdaj se bo to razširilo še na 10 drugih mest, bomo dali razpisan. Drugi projekt, ki je pa v pripravi, ki ga pa že imamo, ki je tudi iz podnebnega sklada, govorimo pa o tako imenovani tretji steber javnega potniškega prometa. Namreč, če smo vedno govorili samo o vlaku pa o avtobusu, se v Sloveniji razvija tretji steber, ki govorimo o kombijih. In imamo prevoze na klic, bi rekel, začel se je v sklopu prevozne revščine, ampak to ne pomeni, da bo samo tam v tistih področjih, kjer je pač označena kot prevozna revščina, ker nimajo dovolj dobre dostopnosti do javnega potniškega prometa, do vlaka ali avtobusa. In ta projekt je že v procesu. Govorimo o projektu, kjer bo kar 230 kombijev po celi Sloveniji, po določenih občinah in električni. In seveda, to je pa vse v zadnji, cel proces. Govorimo o klicnih centrih, govorimo o aplikacijah, govorimo o vseh zgubah. Tako da, čisto, če se navežem, ne, prej smo veliko govorili o Ljubljani, ne, pa mestni promet, da je to recimo dobro urejeno, pa ne bom zdaj se opredeljeval odlično slabo. Mi pa razmišljamo o celi Sloveniji, ne. Pomeni tudi iz drugih krajev po Sloveniji moramo imeti omogočene dobre pogoje in to je tisto ključno. In še enkrat, govorimo o tretjem stebru javnega potniškega prevozi na klic in to bo tudi, bi rekel, kar se tiče vašega področja, slepi in slabovidni, boste imeli tudi tu bistveno boljšo ponudbo, kot jo pa imate sedaj, no. Najlepša hvala za to pojasnilo. Zdaj bi šli pa kar k ljudem. Erlend, ti si dvignil roko, potem gremo pa k chatu. Jaz bi čisto samo to, če lahko rekel. Oziroma, Erlend, se opravičujem, še gospe iz železniške postaje sem jima prej obljubila besedo, se opravičujem. Ja, hvala lepa. Se opravičujem, jaz se bom žal mogla posloviti čez nekaj minut, ker imam naslednji sestanek. Bi pa rada še povedala, pač res z največjim veseljem, v bistvu pač sodelujemo v omogočanju prevoza invalidov tako tistih, ki slabše vidijo, tako tistih, ki so pač gibalno ovirani. Zato zelo pozdravljam tole, kar je gospod Sečki rekel, da bojo v bistvu dodatni kombi, ker je dejstvo, da vlak pač tak, kot je, potuje po enih tirih, ki so ena velika, ogromna investicija oziroma poseg v okolje. Vlak je ena velika, bom rekla, ogromno prevozno sredstvo, investicijsko zahtevno ga je umestiti v okolje, tako da ko pride neka skupina ali pa pač neko povečanje, bom rekla, povečan interes, to, kar smo prej omenjali, zasedenost avtobusov, pač avtobus mogoče še lahko pokličeš oziroma neki dodaten kombi, manjši prevoz vlaka, ker tako se ne da poklicati zraven. Lahko povem, da nove vagone, ki jih kupujemo zdaj, bojo imeli 3 do 4 mesta za gibalno ovirane. Tudi ko so vlaki polni, takrat recimo ravno v Špicah, kadar želijo potniki z gibalno oviranostmi potovati v času špic, je res še toliko pomembnejše, da pokličejo, da jim pomagamo v bistvu najti prostor, ker so vlaki precej zasedeni. Sploh, kadar gre recimo, če bi želijo, ker se zgodi tudi primer, da želijo potovati šole. Zdaj smo se pogovarjali samo o tem, kako gre posameznik, včasih pride želja, da bi kakšna šola, kakšna skupina, kakšno društvo potovala, je pomenilo, da nas pokličejo, da pač skušamo zagotoviti prostor te večje skupine. Tako da tudi te stvari smo že urejali in se dogovarjali. Še enkrat pa res pozdravljamo to, da eno je, da kaj lahko vlak odpelje, samo vlak je, bom rekla, vezan na tire tam, kjer so. Mislim, da je za vse te potnike še toliko bolj pomemben, kako lahko pride do postaje oziroma s postaje nadaljuje pot ali do doma ali službe ali kakorkoli. Tako da je ta del, kako jim lahko pomagamo peš, z avtom, s kombijem, res izjemno pomemben. In v tej smeri se mi zdi, bi res lahko, res je prav, da sodelujemo z ostalimi med seboj, da si pomagamo in da naredimo javni promet dostopen res od doma do tistega cilja, ki si ga želijo. Tako da, hvala lepa. Hvala vam. Verjamem, da bomo komunikacijo še lahko nadaljevali, ker ste zares zelo dostopni in nikoli nismo imeli res nobenih težav.
Tako da morda vam bom poslala potem še tiste stvari, ki pa so še izziv pri ljudeh, pa mogoče jih zdajle še nismo uspeli tako dobro nagovoriti, prav? Z veseljem se posvetujemo in bomo šli skupaj. Vse sodelavke bojo ostale, Super. in Monika Zalokar, tako da bosta v bistvu, bo ona ostala z vami. Super. Jaz Ja, pa pa. z veseljem, no, tako kot smo rekli, da pač pogledamo in gremo izzivom naproti, a ne, in skušamo, če se o tem pogovorimo, potem se da tudi kaj rešiti in se spremeniti ali pa izboljšati v prihodnje. Tako da hvala Alešu in Sabini za povratne informacije, tudi vsem vam za tale pogovor. No. Tako da, hvala Hvala lepa. tudi vam za vse, za vaš čas. Zdaj pa Ja. bi šli naprej k Erlendu, ki je prvi dvignil roko, potem k Četu, potem pa k Ireni, ki je druga dvignila roko. Hvala. Erlend? Se slišimo, ne? Mhm. Jaz bi čisto kratko, no, jaz nikakor nisem hotel kritizirati Dujpa pa gospoda Sečkija. Za mene, za moje pojmovanje je Dujp dosti dobre zadeve naredil, tudi zastavil, tudi tole, da nekdo nadzira koncesionarje, se mi zdi v bistvu zelo pomembno, ne, tudi da prilagaja vozne rede. Jaz sem samo hotel, kako bi najdli eno rešitev, da bi pa ta del, ki sem ga pač omenil, na te izpostavljene lokacije, nekatere, ki so bolj obremenjene, kako bi nam pač olajšal nekako dostop, pa ne samo slepim pa slabovidnim, ampak tudi ostalim potnikom, ki pač uporabljajo te rdeče kartice. Zastopam pa tudi razumem vso širino tega problema, tako kot je pač gospod Sečki omenil, ne bi pa res rekel, da se to, ko sem pač povedal, kaj bi predlagal, da se izboljša, da bi to kakršenkoli napad, nasprotno, rad bi najdel rešitev. Samo toliko, hvala. V redu mi. Mislim, da res vsi razumemo, da smo tukaj zato, da iščemo rešitve, a ne? Okej, zdaj bi šli k prvemu vprašanju poslanemu na chat. Pozdravljeni, mene pa zanima, zakaj tisti, ki smo zaposleni invalidi, nimamo brezplačnega javnega prevoza. Ja, mogoče bo to spet vprašanje za vas, gospod Miran. Ja, v bistvu to so dobesedno politične odločitve, no. Tudi zdaj imajo spremljevalec, brezplačen, zdaj to so, vem, da so, ko se je razpravljalo o tem, vem, ampak nisem bil zraven, je bilo takrat govora, ali imeti brezplačen, ali 10 evrov na mesec, ali karkoli, ali tako kot dijaki, študenti. To so pač dobesedno politične odločitve, ki seveda pozdravljam, ampak po drugi strani pa sem tudi navezan na gospoda Erlenda, ki ima popolnoma prav, da ni nič tukaj, mi želimo slišati, ampak je dejansko s tem se tudi določena zmeda po drugi strani naredila. S tem, ko ti vse spustiš, ne veš, kaj se ti bo zgodilo. Pa so pa še kakšne težave, informacijske, karkoli, ampak tudi to je bistveno danes boljše. Tako da ja, to so res dobesedno politične odločitve, zdaj vsak ima svoje mnenje. Bom pa tako, mogoče informacijo dal, za kako je v tujini to, poskusi brezplačnih javnih potniških prometov so se ponavadi izjalovili. Ker tukaj, prvo kot prvo, ti moraš imeti, država mora imeti toliko sredstev, da vse povrne. Avtobus, vlak stane, ti ne moreš, mislim, so neka sredstva, ki moraš nekje, denar moraš dobiti tako ali pa tako, tudi v trgovino, če greš, čez blagajno ne boš spustili, če ne boš določen denar dal. In pa še nekaj, tudi spoštovanje do nečesa, se pravi tako včasih, da če vse zastonj, potem tudi ne spoštuješ, tako da je kup enih teh plusov in minusov, ki pa seveda zahtevajo razpravo in seveda višjo odločitev, predvsem pa mislim, da je tukaj nek zdrav razum. Tako da nisem dovolj pameten, so pa, tako kot sem rekel, plusi in minuse in bistvo je to, da mi želimo res s temi novimi koncesijami zajeti čim več teh informacij in seveda, da bi bilo seveda potniku čim lažje in čim bolj ugodneje. Hvala. Pa bi šli k naslednjemu sporočilu poslanemu na chat, strani Miha Belca, MDSS Ljubljana. Pobuda MDSS Ljubljana glede dostopnosti informacij. Pošiljam pobudo slabovidnih članov našega društva, MDSS Ljubljana, za Slovenske železnice in avtobusno postajo. Opažamo, da so novi napisi na informativnih tablah precej manjši kot doslej. Prosimo Slovenske železnice in avtobusno postajo Ljubljana,
da se v fazi gradnje napisi povečajo in prilagodijo, da bodo dostopni tudi slabovidnim osebam. Problem. Napisi na novih informativnih tablah Slovenske železnice so bistveno manjši kot prej, kar slabovidnim močno otežuje dostopnost in samostojnost v mobilnosti. Predlog. Prosimo, da se v sklopu prenove zagotovijo napisi v primerni velikosti in seveda tudi v visokokontrastni obliki. Verjamemo, da je v tej fazi gradnje prilagoditve še mogoče izvesti. Hvala za posluh. Sodelavec za dostopnost MDSS Ljubljana. A sta gospa slovenskih zdaj železnic še z nami? Ja, živijo, pozdravljeni, Mojca Stropnik tukaj. Ja, hvala lepa za pobudo, jo bomo pač poskusili pač upoštevati. Nimam zdaj tukaj kaj veliko za komentirati, ne. Hvala. Ok, pa bi šli k Ireni. Irena? Živijo, dober dan. Pozdravljena. Jaz se veliko vozim z avtobusi, ker sem z Ajdovščine in vlaka v Ajdovščino zdaj je sicer začel voziti, ki je povezava med Gorico, tako da v Ljubljano ne morem priti z vlakom. Imam psa vodiča in sem velikokrat grem na avtobus na eni majhni postaji pri Ajdovščini. Zdaj, ne vem, kako bi se pritisnilo na, izvajalce prometa, da bi avtobus tam zares ustavil. Ker se mi je zgodilo ne dvakrat, da je avtobus, pa vem, ker so mi drugi vozniki, ko sem šla na glavno avtobusno v Ajdovščino, to je slaba 2 kilometra do tja, oziroma 1,5 kilometra, so mi povedali, da avtobus je vendar bil tle, da je šel iz Ljubljane in da je bil tukaj. Ampak meni ni ustavil, zato ker ne vem, enkrat je rusil in tako naprej. Kako pritisniti na te izvajalce prometa, da bodo avtobusi začeli ustavljati tudi na manjših lokalnih postajališčih. Potem drugo, imam pobudo šoferjev, spet ne vem, na koga naj se obrnem, ki so rekli šoferji, da velikokrat te manjša postajališča niso osvetljena. Zvečer in ponoč in zjutraj. In oni enostavno ne vidijo ljudi, ki čakajo, mora biti. Bi bilo nekako smiselno, da bi se dali, ne vem, LED luči na, ne vem, na polnjene, na sončno energijo ali na neka taka varianto, da bi se tista lučka vklopila, ko je človek tam, ko čaka. Pa še ena tretja zadeva, ki pa tudi ne vem, kako jo razrešiti. Danes je v družbi ratalo ogromno egoizma. In ko stopam na avtobus, spet recimo iz Ljubljane, pridem na avtobus s psom, jaz, ker imam psa, rabim žal 2 sedeža. Zato, ker se mora pes nekam noter spraviti. Ne moram psa na srednji hodnik imeti, da ga bo kdo pohodil, pa da se bo sem pa kaj drsil, ko bo mogoče avtobus zabremzal ali karkoli. To ne gre. In sem prišla enkrat v Ljubljano, pridem na avtobus in je bilo vse, povsod so sedeli potniki, ampak povsod samo po eden na sedežu. Ni bilo človeka, ki bi hotel mi sedež odstopiti, lep čas. In prav eno gospa, ja, daj se tukaj se lahko zraven mene usedete. Ja, v redu, gospa, super. Kam da pa psa? Ja, k nogam. Ja, kam bom pa svoje noge dala? A ja, na to pa nisem pomislila. Potem se je na srečo našel en fant, ki je bil toliko prijazen, da mi je sedež odstopil. Zdaj, kako razrešiti ta problem, je dostikrat dilema. Hvala lepa, da ste me poslušali. Irina, hvala za to, kar si delila. Gospod Miran. Z veseljem, ni nobenih težav. Zdaj, kar se tiče ustavljanja, vsi vozniki imajo vozne rede, tako da tu dejansko morajo ustaviti. En isti primer, ali luč ali ni luč, vsi imajo vozne rede in ne tukaj, ali je potnik ali ni potnik. Tudi on mora spoštovati vozni red. Vse te stvari nismo pravi naslov, tako da lahko nam pišete, ker mi imamo tudi svojo nadzorno službo, tako kot smo že vodoma rekli, to je bilo včasih bolj prepuščeno prevoznikom in izvajanjem, mi imamo kontrolorje in mi odreagiramo prvo, če dobimo recimo elektronsko sporočilo ali pa na naš klicni center si zapišemo, pozovemo izvajalca, v vašem primeru predvidevam, da je to podjetje Nomago, ker v tistem koncu vozi, kaj se je dogajalo na določen dan in seveda želimo odgovor in seveda, če pa ne, pa tudi ukrepamo v tem primeru, ker imamo tudi pooblastila za kakšne kazni. Tako da to ni, ne da ni problem, ampak mi smo kontaktni center tudi in tako da lahko vse te težave
nam pišete. Zdaj, kar se pa tiče, govorimo o tem izvajanju koncesijske pogodbe, katero imajo prevozniki, avtobusni kot železniški, pač z nami sklenjeno. Zdaj, kar se pa tiče samega obnašanja voznikov, ne, tudi tu, mi smo recimo lansko leto izvedli tudi eno izobraževanje, pa tudi sami koncesionarji imajo izobraževanje voznikov. Tako da vse te zadeve je treba znova in znova naslavljati in jih učiti in jim razlagati. Seveda tudi vozniki se menjavajo, ampak to je sestavni del njegovega dela, ki ima v sklopu tudi pogodbe o zaposlitvi napisano in dejansko je pa to, ne, to je pa nenehni, nam rekel boj, ampak nenehno opozarjanje, dokazovanje, povedanje, tako da so to, ki je pač tudi delo vseh nas. Tako da še enkrat, mi smo kontaktni center v takih primerih, tako da lahko brez težav pišete na naš elektronski naslov, tako da, ali pa pokličete, pa bomo odreagirali. Morda bi na tem mestu samo še povedali elektronski naslov, če bi slučajno kdo imel težave z iskanjem. Ja, imamo ta info@duipp.si. Super. Imamo pa tudi, se pravim, spletno stran in marsikaj, no, tako da tam je še več informacij, klicni center in tako naprej. Super, hvala vam. Sonja? Imaš dvignjeno roko? Ja, hvala. Jaz bi dve stvari. Ena stvar je, že tukaj v tem pogovoru danes smo večkrat slišali besedo gibalno ovirani. Jaz bi res opozorila na to, še enkrat, da naj se vzporedno z gibalno oviranimi misli tudi na senzorno ovirane. Ker pogosto res se spregleda našo oviranost, ki ni na prvi pogled vidna. In tako se pogosto zgodi, da se določene storitve uvedejo za invalide, slepi in slabovidni pa izpademo. No, in v zvezi s tem bi vprašala gospoda Mirana, če je kakšna možnost, da se slepi še vendarle priključimo projektu prevoza na klic, zdaj, če bo na novo razpisan. In druga stvar, apelirala bi na, sicer ne vem, če je to zdaj na tem mestu, ste pravi poslušalci, ampak mogoče pa vendarle ja, saj da posredujete naprej, da bi bili slepi in slabovidni vključeni pri samem načrtovanju avtobusne in železniške postaje Ljubljana. Ne šele potem, ko so stvari že narejene, pa niso prav narejene, pa potem opozarjamo, ampak da bi v resnici Zveza društev slepih bila s svojo uporabniško izkušnjo že pri samem načrtovanju. Jaz pa mislim, da je prenos je že. O teh stvarih smo govorili majčkeno nazaj, ampak mogoče lahko še enkrat. Če sem vas jaz prav razumela, gospod Miran, bomo v novem obdobju tudi slepi in slabovidni del prevoza na klic, a ne? Tako. Okay. Ne, v tem, ki bo zdaj šel za 10 novih področji, v tem ne, ker tukaj govorimo o gibalno oviranih, ne. Okay. V onem, ki bo pa, ko bomo pa 230 kombijev, ki pa tudi bo izšel zdaj ven, no, v tistem pa, to je pa mogoče zamik. Ne, ki je za gibalno ovirane, to sem jaz želela vprašati. Ja, ne, ta v tem ne bo, ta je že v bistvu narejen in v bistvu je že lansko leto bil, pa je narekoval propadu, pač ni bilo dovolj, tako je bilo, lansko leto se je že razpisalo in ni bilo prijav in zaradi različnih vzrokov, tako da smo zdaj popravljali in nekako res želimo, da se tudi prijavijo ponudniki, ne, ampak se 100% strinjam z vami, da ne pomote, ker vedno govorimo, ne, oblika invalidnosti je različna, ne, in tukaj vedno govorimo o vozičkih, ne, pa njihovim zadevah, nič narobe mišljeno, ampak tukaj, ko govorimo pa slepe slabovidne, pa želimo o te nove koncesije, recimo, kar ni bilo zdaj, ne, govorimo o smernih tablah, elektronskih, govorimo o zvočnikih, ne, tega ni bilo nikjer, to moramo mi vključiti, potem bomo vključili tudi, da bo določene linije, ne, avtobusni del, bojo prav izrecno navedene kot primerne za tudi slepim in slabovidnim, potem kupljenih stvari, potem načrtovalec poti delamo, kjer bo recimo potnik imel celotno pot, ne, da bo lahko in seveda tudi v berljivi obliki
in tako naprej. Tako da boste vključeni v te zadeve. Zdaj, kar se pa tiče potniškega centra Ljubljana, bom pa pač kolegice iz Slovenskih železnic prosil, tam pa nimamo mi, bi rekel, toliko vpliva ali pa oziroma ne sodelujemo, no, pa bojo pa one mogoče več vedele kot v zvezi s tem. No. Hvala. Jaz bi mogoče samo še vprašala, kdaj bo lahko prevoz na klic postal del tudi realnosti slepih in slabovidnih, tako nekaj okvirnega? Nimamo, zdaj, ko govorimo za gibalno ovire, gre razpis zdaj ven, tako da bo že v tem letu. Kar se pa tiče tistem drugem projektu, za slepe in slabovidne, bomo pa 2027 bojo že prvi kombi v uporabi. Zdaj moramo, ampak to je še tako, mi smo moramo potem še, zdaj smo v tej fazi, na katerih območjih bo, s katero občino smo dogovorili, tako da smo še v teh pogovorih, ampak v bistvu sredstva, bom drugače rekel, sredstva so za čuda zagotovljena, ker gre se za evropski projekt, tako da jaz ne vidim razloga, da ne bi uspel. Tako da bi pa v 2027 bi pa začeli s tistimi prvimi kombi, sem pa povedal, da bo pa 230, ne, potem po celi Sloveniji. Je pa tudi, mogoče tudi to, ne, je pa za omeniti eno zadevo, ne. Zdaj ne vem, koliko ste zasledili, ampak veliko občin se tudi zdaj izvaja določene prevoze na klic, ne, v zadnjem obdobju, ker tudi sami dobivajo določena evropska sredstva in bi rekel, v zadnjem letu je kar ogromno občin se posluževalo in tudi mogoče se da, tudi nemogoče, to se da tudi izkoristiti, to hočem povedati, ne, tudi za slepe in slabovidne in ta del se bo, prevozi na klic se bo samo še širil in tu jaz mislim, da je ena lepa priložnost oziroma, da pokrijemo tudi bistveno bolj, kot je do sedaj tudi to področje. Jaz se vprašujem, ampak jaz bi tule res rada še eno stvar, no. Mene bi res zanimalo, na podlagi kakšnega kriterija je prevoz na klic razpisan samo za gibalno ovirane sedaj. In druga stvar, če sem jaz prav razumela, ta projekt prevoza na klic, ki se bo začel z letom 2027, ne bo namenjen invalidom, ampak vsem državljanom, kar pomeni, da bomo spet v tekmi z drugimi, če tako se malo grdo izrazim, na isti način, kot smo zdaj pri brezplačnih vozovnicah oziroma pri sedežih za avtobuse. To dvoje mi ni čisto jasno. Ja. Zdaj, zakaj je tisti projekt za gibalno ovirane, ne? To je dejansko projekt ministrstva, ne? Mi smo, bi rekel, izvajalci, ne? Zdaj, kako so do teh odločitev prišli, je pravi naslov ministrstvo. Zdaj, ko govorimo pa o teh drugem projektu, ko pa omenjate prevozni klic, tu se pa da še marsikaj narediti, se bi navezal naprej, ko je gospod Erland, mislim, da je rekel, ne, se lahko mi, lahko bi bilo zelo smiselno, da imate prednost, ne. To hočem povedati, ne, da je v bistvu ti razpisni pogoji še niso zaključeni, kako točno bo, ne, in to smo v tej fazi priprave in to se da vključiti zraven, ne, tako da je smiselno se o tem že danes pogovarjati in hvala za to, jaz bom dejansko povprašal, ne, oziroma bomo to tudi povedali naprej. Ja, to bi bilo zares smiselno, zato ker potem v fazah, ko se stvari načrtujejo, se lahko spregleda kakšna zelo majhna stvar, ki je pa za slepe in slabovidne ključna. A ne recimo pri prostoferjih in zlati mreži in podobnih projektih, imamo recimo kar velik izziv s tem, da je prevoz omejen recimo samo na eno občino, če pa ti želiš iti nekam drugam, je pa lahko težava, ali pa imamo izziv s tem, da je stvar storitve samo prevoz, ne pa tudi spremstvo potem do neke lokacije znane. Tako da, ja, to bi bilo res lepo, če bi lahko že zdaj v fazi načrtovanja postali sogovorniki. Ja, Brigita, pa če smem pripomniti, ko se vključujem noter, tele prostofer pa Sopotnik pa te niso samo po eni občini, mislim, ja, so po eni občini, ampak so tudi starostno omejeni, se pravi, govorijo, da so to organizacije, da nudijo prevoze in za upokojence in za invalide, izkaže pa se, da nudijo za invalide, se pravi, za upokojence, se pravi, človek je lahko sicer tudi invaliden, ampak mora biti star vsaj 65 let, da lahko to koristi. Irina, hvala za dopolnitev. Ja, tako, velikokrat so take majhne stvari, ki pa potem naredijo celotno stvar izključujočo za nas. Mislim, da bi bilo prav, da dobite besedo še gospe iz Slovenskih železnic.
Dober glede dan. Ja, glede potniškega centra, a ne, gospa je izpostavila, a ne, torej, mi sodelujemo z Zvezo slepih in slabovidnih tudi pri načrtovanju potniškega centra, torej, in tudi Socialno zbornico Slovenije. Gospa Suzi Kvas nam je dala tudi ene usmeritve, ki, so zelo pomembne za, slepe in slabovidne. Napisala je za našega izvajalca par priporočil, a ne, ki bi bili zelo, zelo, potrebni, da, pri prenovi oziroma pri izgradnji tega našega novega potniškega centra. Tako da bojo upoštevane vse strukture, kar je bilo zahtevano tega društva. Torej, a ne, gledamo in sodelujemo in upamo, da bo v bistvu ta potniški center za vse uporabnike, namenjen, ne, tako. Toliko z naše strani. Hvala. Prosim. Bi kdo izpostavil še kakšno stvar? Bi mogoče lahko jaz še eno stvar? Seveda. Se opravičujem, ampak v situaciji, v kateri je trenutno glavna avtobusna postaja v Ljubljani, pa tudi to se je že prej dogajalo, ne, en primer je, naša Zveza slepih je na Viču, a ne, naši kolegi prihajajo iz Primorske strani, iz katerekoli, a ne, ampak poleg zelo blizu Zveze slepih je avtobusna postaja, mimo katere vozijo avtobusi za Primorsko. A ne, če moja kolegica želi potovati oziroma iti čim prej nazaj na Primorsko, in glede na to, da ne vidi, pa da so dostikrat avtobusi iz glavne avtobusne postaje že polni na Viču, do Viča, na Viču sploh ne stojijo, a ne. In ta primer, ko je Erlend prej omenil, pa tudi že gospod, a ne, v primeru, da bi nekdo rezerviral avtobus in pač sedež, da bo šel gor recimo pri tobačni tovarni, a ne, oziroma pač pri tobačni, bi bilo idealno, da bi lahko pač šofer, ki spelje z glavne avtobusne postaje, vedel, da bo nekdo od slepih stopil gor in bi na tisti postaji ustavil in bi bil rezerviran sedež in bi se lepo mirno odpeljal domov, a ne, tako pa mora zaradi lastne sigurnosti iz Zveze slepih iz Groharja iti najprej na glavno avtobusno postajo, in potem tam poiskati pravi avtobus in če imaš srečo, celo priti ob ta pravi uri gor in se potem spet mimo tobačne peljati na Primorsko, tako da to pa mislim, da nam je v bistvu lažje, da gremo gor nekje malo bolj na periferiji, kot na glavni avtobusni, sploh zdaj, ko se bo ta prenavljala, zaradi tega, ker je pač nam mnogo bolj enostavno in smo sigurni, da tisto avtobusno bomo zagotovo našli. No, to sem hotela še izpostaviti, če se da upoštevati. Hvala. Ja, Sabina, samo jaz ti bom rekla pa takole, jaz še vedno, če se hočemo na Primorsko domov peljati, še vedno rabim nekoga, ki vidi, da mi pove, kjer je ta pravi avtobus, ker vsi za Primorsko pa Vrhniko pa zdaj jaz vem, a grem na Gorico, za Koper tudi ustavljajo, vsi ustavljajo na tobačni za nazaj. Se pravi, moram imeti nekoga, ki vidi, da mi bo ta pravi avtobus pomagal najti. Ni tako enostavno. Lej, saj v resnici ti mora tudi za mestni avtobus nekdo povedati, a ne, saj ne moreš potipati, kjer avtobus je, ampak hočem reči, če bi šofer za, ne vem, recimo Ajdovščino vedel, da bo nekdo na tobačni prišel na avtobus, bi lahko pač odprl vrata in rekel, ne vem, ali pa pač, ja, gre za Ajdovščino, a ne. Vsaj ustavil bi, a ne bi šel kar mimo, to hočem povedati, a ne. Zagotovo bi bilo lažje, a ne, ali pa tudi, če nekdo slaboviden iz Zveze slepih spremi nekoga na to postajo, bi bilo dosti lažje, kakor zdaj, ko res rabiš dobro videti, pa še srečo moraš imeti. Ja, jaz bi tudi tukaj povedala svojo izkušnjo. Jaz tudi v Mariboru recimo grem vedno rajš na glavno avtobusno, ne, ker nočem stati na oni avtobusni, ko bo kup enih avtobusov, jaz ne vem vedela, na kjer avtobus moram iti, ne. Tudi če imam belo palico, ker ne bo vsak avtobus ustavil, pa mi povedal, jaz grem pa tja, pa tja, pa tja, ne. In jaz grem na glavno avtobusno, ko točno vem, na katero številko moram iti in
Ja, pač je malo dlje, ne. To si vzamem za zakup, ne. Ja. Andreja, hvala. Morda bi tukaj lahko dobro prakso, ki jo doživljamo s strani Ljubljanskega potniškega prometa, prenesli tudi na druge avtobuse. A ne, že prej smo z gospodom Miranom govorili o pomembnosti stalnega izobraževanja in usposabljanja šoferjev. Morda bi bila tukaj ta povezava koristna. Vsekakor, ne. Zdaj, kako naj rečem, neustavljanje definitivno ni sploh prav, ne. Druga je pa, tako kot ste rekli, ne, tudi to smo jih, lepo smo jih naprosili in tudi navodila dajali, tudi če si poln, ustavi in povej. Pa govorimo za vse potnike, ne. Ni korektno, da se pelješ mimo in gledaš. In ta informacija je res zelo pomembna. Ampak, kot sem že prej, pa sem navezal na res to težavo zasedenosti, ne. Lahko tudi pač ni nič nobena skrivnost, mi imamo tudi velike težave s tistimi, ki imajo letne karte, ne, recimo dijaki in študenti, ne. Tudi oni zaradi, pa ne zdaj narobe razumeti, recimo upokojencev, društvo upokojencev gre na morje, ne, pa nič narobe, pač zastojni uporabljajo javni potniški promet in recimo tudi dijaki ali pa študenti ob nedeljah nimajo pol sedeža, ne, in je res to zelo, ni kaotično, ampak ni vse dobro. Vse te stvari pa grejo samo na način s spremembo zakonodaje, ne. Vse to je bilo zakonsko sprejeto in da se bo šlo v to smer. In zdaj, tako kot sem rekel, imamo določene podatke, vemo, kje so plusi in minusi, po eni strani je fajn, da je vse zastonj, po drugi strani si naredimo veliko težav. Nekaj pa seveda, kar se pa tiče vseh teh, pa sem spet mogoče na prejšnjo zgodbo tudi navezal, vse te zadeve, neustavljanje, ali pa da vozniki se nekako ne odzivajo pravilno, karkoli, pišite nam, ne. Mi smo tudi, imamo tudi za to nadzorno službo, ki reagira na take stvari in tudi moramo, če hočemo, da bo boljši javni potniški promet za vse, ne. In to je naša naloga tudi, ne. Tako da naslavite na naš naslov in boste dobili odgovor, ne. Super, hvala. Ja, jaz sem prepričana, da si res želimo biti sodelavci na tem področju, a ne. In ja, del naše odgovornosti je očitno tudi v tem, da sporočamo takšne stvari, tako da jaz vabim vse nas, da uporabimo to možnost. Erlend in Sonja, vidva imata roko še gor, še od prej, ali želite kaj povedati? Bodimo veseli, da ni migrantov več, ker ko so bili pa migranti, ko je gor v Gorico vse migranti hodili, to je bilo pa, mene je bilo strah. Mene je bilo strah se voziti z avtobusi. Hvala tudi za tole. Erlend? Ne, očitno je samo roka gor. Meni se zdi prav vseeno podeliti še tiste stvari, ki so jih ljudje sporočili meni, čeprav tukaj v tem trenutku ni predstavnikov avtobusne postaje, ke bi bilo dobro, da bi to slišali, ampak in bodo nekatere stvari tudi same od sebe prešle z novim potniškim centrom, upam. Pa vseeno se mi zdi prav deliti, no. Nekdo je zapisal: "Na glavni avtobusni postaji včasih avtobusi ne stojijo na številki, ki je namenjena določeni tranziciji. Na primer, bus za Gorico včasih stoji na številki 12, včasih pa na številki 14. In tukaj imamo mi veliko težavo. Lahko smo ob ta pravem času na tistem mestu, kjer bi po pričakovanjih morali biti, ampak avtobus odpelje 3 metre stran od nas, a ne." Nekdo je zapisal: "Avtobusni peroni so za slepe neprimerno označeni. Za slepe in slabovidne je zelo težko najti pravi peron, ker so tiste table zelo visoko, velikokrat se blešči." Nevarno je, če kar tavaš tam po cesti, ker ne veš, na kateri številki si. Verjamem, da bo to na novi avtobusni postaji urejeno. Težava je tudi v tem, da je osebna asistenca oziroma spremstvo mogoče le v večjih mestih. Klicni center je precej dostopen, bilo bi odlično, če bi deloval 24 ur na dan, vsak dan. In tukaj še eno mnenje o prevozu na klic, da bi bilo dobro, da bi bili tudi slepi del tega, kar očitno bomo.
to je pa vse, kar sem jaz, kar je prišlo do mene. Smo tudi že kar dolgi, tako da če ni nikogar več, ki bi želel kaj reči. Dober dan, ne vem, če me slišite. Dobro vas slišimo, odlično. Se oglašam iz Murske Sobote in se najprej opravičujem, ker sem samo z enim ušesom poslušala tole izvajanje, ampak mi pa vendarle še nekaj na duši leži in bi rada vprašala, sem pa tajnica društva Marjetka. Glede teh prevozov z rdečimi upokojenskimi karticami, me zanima, ali je možnost, da bi se kje pogovarjali o tem, da bi jih lahko tudi naši člani, uporabniki koristili na naših skupinskih avtobusnih prevozih, ko kam potujemo, ker so pa za nas te avtobusne storitve zelo, zelo drage. Recimo, če mi potujemo iz Murske Sobote v Izolo jaz bi rekla, ne z redno javno linijo, to stane okrog 3000 evrov. In morebiti bi jaz rekla, pa probajte kje to kaj povprašati, če bi se to dalo. Ker jaz mislim, ker če na tem avtobusu gor 30 naših, ki imajo teh kartice, rdeče upokojenske, da s tem v bistvu tudi razbremenimo javni prevoz. Tole je moje bistvo vsega, kar sem želela vprašati. Hvala lepa. Hvala. Ne vem, morda bi najlažje spet odgovorili vi, gospod Miran, ne vem, če boste... Ne, pa ne, nisi treba upravičevati, jaz sem čas, ne, zaenkrat ne, pač tako je bilo zakonsko opredeljeno, da so te rdeče kartice, kot omenite, pač za javni potniški promet, ampak spet tako, lahko gledamo plus in minus, pred časom še tudi tega ni bilo in vsi so morali najeti voznika avtobusa oziroma eno društvo in dati denar in kamorkoli so šli. Zdaj določen del je s tem pokrit, seveda ni pa vse. Tako da tudi ni namen, že kot sami zakonodaji, je to javni potniški promet, ni v, kako bi rekel, turistične namene ali pa karkoli izlete. Zaenkrat ni tako in je preko čist druga logika, drug način, tako da ja, zaenkrat ne. Hvala za odgovor. Jaz bi se res rada zahvalila vsem, ki ste si danes vzeli čas za to res pomembno področje. Verjamem, da je pred vsemi nami, saj smo videli, še veliko izzivov, verjamem pa tudi to, da je volja in pot, da jih rešujemo skupaj. Tako da predlagam, da dneve, ki bodo morda malo bolj prosti, ki so pred nami, izkoristili za to, da se kam zapeljemo. Tako da imejte se lepo do naslednjič. Srečno. Hvala enako, lepo se imejte. Srečno. Hvala. Hvala lepo.